Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli tudi na Planetu 2, kjer bomo sklenili zadnje dejanje in obenem zadnjo tekmo 19. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Domžalskem športnem parku, pa danes dvoboj domače rumene družine in gostujočih knapov. Varovanci Darka Birjukova, trenerja mladincev pri Domžalčanih. No, zdaj je akcija Domžalčanov, povratna podaja Mujana, Jakupović s predložkom, Slobodan Vuk pri strelu z glavo in seveda imajo še veliko popravnih izpitov na voljo. Ampak po 12 letih bi se lahko zgodilo, da se Velenjčani znova vrnejo oziroma se bo zdaj odločil Kobiljar, ne, Krefl s strelom proti vratom in naravnost Uroki grejo v akcijo. Fantje v zeleno-črni opravi, Ibričić, zdaj priložnost za gol. Ali se tukaj ponuja strel Vuka? Tako je, ampak Velenjčanov Ibričić preigrava. Podaja do Lazarevića, ali bo uspel s predložkom Lazarević. Kašnik pri strelu, Slobodan Vuk in 1-0 za Domžalčane. Slobodan Vuk pa znova med strelci pri Domžalčanih. In odmeva golica ob Kamniški Bistrici. Slobodan Vuk na zadnje je mrežo zatresel v prvenstvu proti Mariborčanom. Takrat visok poraz, no tokrat pa to je bil pušavar seveda v Ibričiću. Lazarević zunanjim delal stopala, zanimiva zamisel Lazarevića, pa fink na polno, pred njim je Krefl, ali se tukaj ponuja gol? Tam je bil pri strelu Karić, ki ni dobro zadel žoge. Peti kot za Velenjčane, Krefl bolj natančno, eden manj pri Velenjčanih, ali to lahko za hipec izkoristijo tudi Domžalčani. Jakupović strelom proti vratom, prav gotovo so dobili dodatna krila Orli zdaj po zmagi v Ljudskem vrtu. No. Predložek v kazenski prostor Ibričića in 2-0. 2-0, gol Klemenčiča v Domžalah. No in svoj šov imata zdaj Lazarević in pa Klemenčič. Klemenčič torej znova v tej sezoni trese mrežo. Enkrat je bil že uspešen v Sežani. Torej, no zdaj pa hitro so vrnili nazaj Velenjčani. In spet imamo živo tekmo. Torej, zdaj kar hitro se dogaja vse skupaj. In menjava, kot kaže, je obrodila sadove. Krefl natančno in Leo Ejup pa najvišji med 3-4 Domžalčani. Poglejmo, zdaj se že razburjajo tudi domači navijači, češ da je 3 minut že zdavnaj konec, ampak napad Velenjčanov še traja, pušča Vinčić igro, strel proti vratom, znova izbija Karić. No, v tem trenutku pa je Slavko Vinčić le odpiskal konec tekme. Ja, težka, naporna tekma, tako smo pričakovali. Rudar je kvalitetna ekipa, ne glede na to, kako stoji na lestvici, zelo veliko kvalitetnih posameznikov. Nizko so stali v dveh blokih, težko je bilo prebijati konstantno, tako da priigrali smo si ogromno priložnosti, mogoče malo bolj enostavno v zaključku, ampak popolnoma zaslužena zmaga. Mislim, da ene priložnosti jim nismo dopustili, razen dobili smo gol proti koncu srečanja iz prekinitve. Ostalo, mislim, da rezultat bi bil lahko višji, ampak za nas zelo pomembna zmaga, za mirno nadaljevanje, za odhod v Stožice v sredo, odigrati eno borbeno tekmo, iskati pozitiven rezultat, tako da se nadejamo pozitivnega nadaljevanja v tednu.
Gle, taktički, ono što smo zacrtali, ajmo reći 90% slučajeva smo odradili kako treba. Oni 10% je uvijek taj kad najmanje očekuješ, kad trebamo biti najkoncentriraniji mi posustanemo. Mi smo dobili gol praktički u zadnjim sekundama prvog poluvremena. Da smo ušli u drugo poluvreme sa nulom, mislim da bi se potpuno drugačije utakmice odvijali, jer otežali smo život Domžalu koliko god smo mogli, jer ona je jedna igračka, jako dobra ekipa koja stvara puno prigoda. Uspjeli smo jako dobro zatvoriti te stvari, uglavnom kad smo se držali svega, ono što je normalno. Drugi gol, naravno, to je već bilo pred kraj kad smo bili malo i nervozni, nismo se dobro postavili iz jedne akcije u kojoj smo inače dominirali do sada, znači iz prekida, opet smo dobili gol kad nismo trebali. Ali nismo se dali i momci su stvarno dali sve od sebe i zbog njih mi je jako žao jer ne zavređuju ovako gubiti utakmice. I ovu sada i ovu prošlu protiv Brava, to je život i oni će biti nagrađeni kad najmanje misle da će dobiti nagradu.